Občinsko gasilsko poveljstvo občine Slovenska Bistrica je organiziralo občinsko gasilsko vajo v mesecu oktobru 2024, v katerem so sodelovala društva iz Slovenske Bistrice. 11 gasilskih društev je svojo usposobljenost potrdilo pri reševanju ponesrečencev ob eksploziji v prostoru, kjer so bili na širšem območju tudi še ostali ponesrečenci, ki so bili v danem trenutku na tem območju. Taktična vaja je svojo podobo dobila na 4 sektorjih reševanja plus sektorju prve pomoči. Skozi omenjene sektorje reševanja pa nas je popeljal vodja vaje, poveljnik gasilskega občinskega poveljstva Aleš Podlesnik. V prvem sektorju imamo delo na višini in pa na globini, se pravi uporabljeno imamo gasilsko avtolestev in pa gasilsko vrvno tehniko. Na samem sektorju so 4 poškodovane osebe. Tukaj sodelujejo 2 gasilska društva, PGD Slovenska Bistrica z 3 enotami in pa PGD Zgornja Bistrica z 1 enoto, okrog 28 gasilcev. V tem drugem sektorju smo imeli predpostavko, da je prišlo do zasute osebe v tem sipkem materialu. Gasilci so začeli z preiskovanjem oziroma z iskanjem te ponesrečene osebe. Tukaj je vključen gasilci PGD Pragersko in pa PGD Šmartno na Pohorju. Ja, v tretjem sektorju gre kar za bolj kompleksno zadevo, se pravi, tukaj je najbolj obširna zadeva, tisti prvi center same intervencije se je odvil tukaj. V tem sektorju so bili 3 poškodovanci, se pravi, eden je bil ujet pod železom, 2 pa sta bila ponesrečenca v samem objektu, ker je prišlo do požara. Se pravi, na tem območju deluje največ gasilskih društev, pa če začnemo kar na začetku. Najprej smo imeli ponesrečeno osebo v Železokrivnici, tam sodelujejo PGD Laporje in pa PGD Videž. Kasneje smo imeli delovno nesrečo z temle viličarjem, ker je prišlo do iztekanja nevarne snovi. Ker je prišlo do eksplozije, smo imeli tukaj v tem sektorju tudi notranji požar v objektu, ki smo ga mogli izvesti, in pa zunanji napad, da smo varovali obstoječe zgradbe. Tukaj so sodelovali še gasilci iz Impola, iz Zgornje Poskave in pa Impol z drugim vozilom. Tako je, že sami ste ugotovili, da je tudi ta 4. sektor razdeljen na več sklopov. Se pravi, najprej smo imeli ujeto osebo pod delovnim strojem, ta oseba je žal preminula. Potem imamo v ozadju triažo, kjer izvajamo triažo za vse ponesrečence v kompletni intervenciji, in pa ta delovni stroj, v katerem je bila ujeta oseba. Se pravi, smo na tej vaji sodelovali z gasilci iz Tinja, Kebla in pa Spodnja Poskava za triažo. Vajo smo načrtovali tudi z štabnim vodenjem, se pravi, štabno vodenje smo prevzeli, uporabljena tudi tale enota za podporo vodenja. Imamo z temle brezpilotnikom, snemamo in pa ocenjujemo potem vajo. Na sami vaji sta prisotna tudi 2 ocenjevalca vaje, ki sta non-stop prisotna v vseh sektorjih in pa pregledujeta oziroma ocenjujeta delo gasilcev. Vaja, ki je potekala na območju betonarne in železokrivnice Dujardin, si je v družbi podžupana Žarka Furmana ogledal tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Na taki vaji se seveda preizkusijo pravzaprav vse vrste znanja, ki ga naši gasilci imajo. V tem primeru praktično skoraj ne gre več za požare, ampak gre za vse druge vrste nesreč. Po drugi strani pa se tudi preizkusi oprema, tako da kar se samo vajo tiče, jaz jim res izrekam vso priznanje. Seveda pa so take vaje tudi pomembne, ker se v bistvu na nek način pri neke vrste izobraževanja ugotovi se, kaj je treba še verjetno dodatno postoriti, tudi kar se znanja tiče, organizacije takih kompleksnih vaj in še česa. Po drugi strani pa eventualno tudi kakšno manjkajočo opremo ali pa tisto, kar bi ne bilo prioritetno bilo potrebno. Zdaj mi se pa nas v Slovenski Bistrici, v naši občini pa tudi sicer skoraj vsako leto srečamo s kako izjemno kompleksno nesrečo. Recimo v letošnjem letu smo imeli to točo, ki niti približno ni bila običajna, je bila spet ena zelo taka kompleksna nesreča, neobičajna, čist nekaj novega.
In seveda take vaje se potem prispevajo, da v takih primerih je odziv gasilcev praktično takoj in najbolj učinkovit. Na vaji je aktivno sodelovalo 96 gasilcev, ki so prišli z 21 gasilskimi vozili.